Danes v novicah med drugim Adria Mobil zagnala proizvodnjo na Biču, z baloni po Novem mestu, šahovski spektakel v razvojnem centru. Lep pozdrav! Vesela sem, da ste nas krajani lepo sprejeli v svoje okolje, je minulo soboto izpostavila Sonja Golem, generalna direktorica Adrie Mobil na novi proizvodni lokaciji na Biču v občini Trebnje. Nedavno so po 11 mesecih priprav zagnali proizvodnjo venov in po dobrem tednu že proizvedli več kot 100 vozil. Adria je v opremo in zagon proizvodnje vložila 4 milijone evrov lastnih sredstev. V družbi se zavedajo, kako pomembno je dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo in krajani okoliških vasi, zato so jih minuli konec tedna povabili na ogled tovarne. Mlado in staro se je z zanimanjem ogledalo proizvodnjo vanov, ki jih izdelujejo pod blagovnima znamkama Adria in Sun Living. V novi tovarni na Biču je zaposlitev dobilo 140 ljudi. Trenutno delajo v eni izmeni. Večinoma so to adrijaši, ki so prej delali na matični lokaciji v Novem mestu. Osnovni cilj je, da bi letno proizvedli 7000 enot na tej lokaciji. Je pa dejstvo, da je povpraševanja še mnogo več, zato so tudi zagnali proizvodnjo v novi tovarni, še dodaja generalna direktorica. V primeru, da bo zagotovljena dobava baznih vozil, kar je v tem trenutku resen problem, pa načrtujejo tudi povečanje proizvodnje. V tem primeru bomo uvedli dvoizmensko delo in lokacija nam zagotavlja možnost proizvodnje preko 10 000 enot. Lansko leto so v Adrii poslovali odlično, izdelali so več kot 18 300 avtodomov in počitniških prikolic in dosegli več kot 500 milijonov evrov prometa. S tem so izboljšali tudi svoj tržni delež v evropskem prostoru. Z doseganjem 9% deleža na programu prikolic in z 6% na programu avtodomov. Uspešnega domačega podjetja so se razveselili tudi v Trebanjski občini, je v nagovoru dejala predsednica krajevne skupnosti Veliki Gaber, kamor Bič tudi spada. Interes vsake občine in krajevne skupnosti je, da pridobi v svoje okolje zdravo in čisto podjetje. In tudi varno. In to Adria je. Prva dama Adrie Mobil, Sonja Golej, je ponosno povedala tudi, da je novomeško podjetje največja in najuspešnejša družba v francoski skupini Trigano. Lastniki so zato potrdili, da bodo v razvoj podjetja v Novem mestu vlagali tudi v prihodnje. S tem bodo v panogi karavaninga lahko še bolj prepoznavni. Že danes pa Adria sodi med ključne in vodilne evropske proizvajalce vozil za prosti čas. Danes obeležujemo Svetovni dan Downovega sindroma, zato so po Sloveniji potekali sprehodi z baloni. Najštevilčnejši se je odvil v dolenjski prestolnici, kjer se je na glavnem trgu zbralo okoli 300 udeležencev iz Varstveno-delovnega centra Novo mesto, vrtca Ciciban, osnovne šole Drska in osnovne šole Dragotina Keteja. Na sprehod v modrih majicah in z baloni v rokah so se odpravili z več lokacij. Mi smo prišli do tega mesta. Na glavnem trgu so se združili, v krogu zapeli in se v dobri družbi poveselili. Predvsem pa v staro mestno jedro prinesli sonce. To je za vse njih dragocen dogodek, hkrati pa tudi vsi mi ostali povemo, da so med nami drugačni, jih pa imamo kljub vsemu radi. Vi ste naši mali sončki, naša sreča, naš nasvet, vi ste knjigice in končki, iskrice oči. Letošnji Svetovni dan Downovega sindroma je potekal pod geslom polno in učinkovito sodelovanje in vključenost v družbo. Da pa poteka ravno na 21. marec, ni naključje. Ta datum simbolizira 21. kromosom,
par človeškega kromosoma in je te celice in ravno tretji dodatni je pri 21. Zato smo tudi simbolno danes vsi štartali od svojih startov ob 10:21 in se zbrali zdaj tukaj na glavnem trgu. Ljubezen, kot smo rekli, ne šteje kromosomov, šteje objeme in poljube in ti otroci so res eni naši sončki in lahko bi nam bili oni in njihovi starši velikokrat za zgled, ko ne vemo, zakaj jamramo. O Downovem sindromu sicer podporniki ozaveščajo tudi tako, da si obujajo različni nogavici, s čimer opomnijo, da smo vsi različni, a ravno zato je svet lepši. Ostajamo v dolenjski prestolnici, kjer so v soboto v razvojnem centru Novo mesto pripravili edinstven šahovski dogodek Šahmat 4.0, na katerem je med drugim šahovska velemojstrica in dvakratna svetovna mladinska prvakinja Laura Vnuk odigrala partijo z robotom. Na razvojnem centru so s tem pokazali, kako povezujejo in združujejo različna področja, tokrat šah in tehnologijo. Dogodek, ki so ga pripravili Europe Direct Novo mesto v sodelovanju z Laboratorijem za tovarne prihodnosti iz razvojnega centra, Šahovsko društvo Krka Novo mesto in Šahovska zveza Slovenije, je pritegnil pozornost tako šahistov kot ljubiteljev te kraljevske igre. Cilj tega dogodka je bil, da smo povezali tehnologijo in pa šah, da smo v bistvu mladim dali spet en tak dogodek, da se lahko podružijo, da lahko šah igrajo v živo, hkrati pa na tak način spoznajo tudi tehnologijo oziroma naš laptop. V simultanki se je velemojstrica Vnukova sočasno pomerila z 22 šahisti, 20 jih je premagala, z 2 remizirala. Vitalij Karpov je nekoč rekel, da je šah vse, znanost, umetnost in šport. In točno ta dogodek Šahmat 4.0 upodablja točno to. Se pravi, smo izdelali figure, smo jih oblikovali po slovenskih legendah, smo jih 3D natisnili in z njimi tudi Laura odigrala partijo. Igrala sem proti računalniškemu programu, ampak proti robotski roki pa nikoli. Tako da sem počaščena, da je sploh prišlo do takšne ideje in takšnega dogodka tudi v Sloveniji, pa upam, da bo še kdaj. Figure, s katerimi je igrala, so res edinstvene. Vsaka figura upodablja določen simbol, ki je tako ali pa drugače za Slovenijo zelo pomemben. Določeni so nekateri literarni junaki, kot recimo kralj Matjaž, ki je simbol poguma, moči, neustrašnosti. Potem recimo skakača smo podobili kot Karantanskega panterja, ki ga ima specialna enota policije. V nadaljevanju se je odvil še ekipni turnir med Ljubljano in Novim mestom. Boji so bili glede na odlično šahovsko zasedbo napeti do konca. Zmage pa se je veselila domača ekipa. Jaz moram reči, da smo zelo veseli, da lahko sodelujemo z različnimi posamezniki in ustanovami. Naš glavni namen je izobraževalni namen, tako da želimo znanje, ki je trenutno ograjeno v nekih okvirih proizvodnje in industrije, preseliti tudi na dvorišče izobraževalnih ustanov, posameznikov, ki jih ta stvar zanima. Udeleženci so si v sklopu turnirja ogledali tudi laboratorij za tovarne prihodnosti in s tem prikaz pametne tovarne, ki deluje po principu 4.0. Mnenja o tem, ali je šah šport ali ne, so deljena. Vsi pa se strinjamo, da je to igra. Dobre igre in tekme pa so v letu 2021 odigrali športnice in športniki v občini Sevnica, kjer so pred kratkim podelili nagrade najboljšim. Kljub razmeram so tudi lani zabeležili številne uspehe, tako doma kot v tujini. Tokrat so podelili 11 priznanj. Sevniška športnica leta je postala strelka Mojca Kolman. To mi v bistvu zelo veliko pomeni, velika nagrada za vse moje delo. Za to nagrado v bistvu stojijo vsa druga imena, ker imam v zadnji veliko ekipo, da lahko jaz sploh se udeležujem v športu. Po večletni prevladi Blaža Janca je tokratni naziv športnik leta prejel njegov brat Mitja. Vesel sem in ponosen, da sem postal športnik leta občine Sevnica. Mislim, da je to še neka dodatna motivacija za naprej. Vsekakor bom še naprej trdno garal, treniral in šel po stopninjah mojega brata. Leto 2021 je bilo polno vrhunskih športnih dosežkov, kar se odraža tudi v priznanjih. Podeljujemo kar 11 priznanj, 4 za perspektivne športnike leta, to so mlajši, pod 18 let, potem športnik in športnica leta,
jubilejno priznanje ob 110-letnici Sokolskega oziroma ŠD Partizan Sevnica. Potem podeljujemo tudi športni ekipi leta, športnemu trenerju, osebnosti in pa perspektivni športni ekipi leta. Posebni časi so prinesli spremenjene pogoje za vadbo. Nekatera društva so se prilagodila z večjim številom ur, zato da so zadoščali tistim oziroma maksimalnem številu vadečih. Vadbe so potekale preko Zoomov, potem zunaj na prostem, preko navodil, skratka na vse možne načine. Opazili pa smo tudi, da so se ljudje veliko rekreirali sami, se gibali sami. Na občini Sevnica se zavedajo pomena množičnosti športnega udejstvovanja. V občini Sevnica spodbujamo vse športne dejavnosti delno z neposrednim razpisom za financiranje športnih društev, v večji meri pa z zagotavljanjem infrastrukture in vseh ostalih potreb, ki jih ima šport nekako v okolju, da se lahko odvija tako organiziran šport, kot tudi neorganiziran šport. Na prireditvi so se z vadbo predstavile članice športnega društva Partizan Sevnica. Končujemo pa s kulinarično novico. Mnoga odlična vina in izvrstne domače salame so bile minuli konec tedna v središču pozornosti v Škocjanu. S podelitvijo priznanj najboljšim in udeležencem so namreč v tamkajšnjem društvu vinogradnikov sklenili škocjansko salamijado in jubilejno že 50. društveno ocenjevanje vin. Škocjanski vinogradniki, ki jim je društveno ocenjevanje vin z abrahamovsko tradicijo v izjemen ponos, so tokrat v oceno dali 92 vzorcev vin. Nekoliko manj kot običajno, a kljub zahtevnemu letniku z nič manj zadovoljivimi rezultati. Na letošnjem ocenjevanju je bilo na koncu kar pohvaljeno, moram reči. Tudi izločitve ni bilo, ne vem koliko, po 20%, tako da mogoče je tudi tle rezultat, ker imamo v laboratorij društveni in tam lahko vinogradniki pridobijo ustrezna merjenja. Ki posledično pripomorejo k lepim ocenam tako na društvenem ocenjevanju, kot tudi tradicionalnem tednu cvička. Vselej laskavo priznanje za najboljšega dolenjskega posebneža je tokrat romalo v roke dveh vinogradniških družin. Itak smo vsako leto aktivni, tako da z veseljem obdelujemo vinograd in pač vsako leto nam nekako rata. To je poplačano delo, ker ga delamo v vinogradu. Matjaž Peterlin je po lanskem zmagoslavju med cvički tudi letos prav na vrhu. Za cviček pomeni veliko priznanje. Cviček je, bi rekel, en paradni konj v naših krajih, tako da smo zelo veseli. S precej krajšo, a še vedno častitljivo tradicijo pa se ponaša škocjanska salamijada, ki so jo tokrat pripravili 17. po vrsti. Po oceni strokovne komisije si je zmago v konkurenci 31 vrhunskih domačih salam prislužil predsednik vinogradniškega društva. Lejte, to je bilo res presenečenje, čeprav se trudimo pri nas že nekaj let doma, z tem salamom in z izrejo kvalitetnih prašičev. Moramo reči, da salama ne mora priti iz mesa, ki je zamrznjen že, ko pravijo, rezerve. Mora biti prašič zgojen doma na kmetiji. Zmagovalec tradicionalne salamijade se je hkrati ovenčal tudi z nazivom najboljšega salamarja v škocjanski občini. Morda ste zdaj z mislimi že pri večerji, naj vsak od vas dobro obeduje. Prvi spomladanski dan pa se počasi končuje. 21. marec je tudi svetovni dan poezije. Želim, da njegov zaključek vsak od vas lepo prebije. Zapeljite si ga po svoje, tako da bo prav. Ostanite zdravi in v naši družbi lep pozdrav!